če bom šel po dolini smrtne sence, pregnan bo strah, ker ljubiš me, Bog. In če bom ujet v težave, ki na tem svetu so, ne bom se bal, ti si z menoj, ničesar se ne bom bal, ker moj Bog z menoj je. In če moj Bog z menoj je, koga bi se bal, koga bi se bal. Ti me ne bo zapustil v času radosti in stisk, ko ne boš zapustil, ko se povzpel bom ali padel, ko ne boš zapustil, Bog ne bo zapustil me. Vidim slavno luč, ki prihaja za vse, ki upajo. Z njo nič primerjati se ne da. Nekoč bo konec vsem težavam, a dokler še čakam te, prebival bom vedoč, da si tu. Ničesar se ne bom bal, ker moj Bog z menoj je. In če moj Bog z menoj je, koga bi se bal, koga bi se bal. Ti me ne bo zapustil v času radosti in stisk, ko ne boš zapustil, ko se povzpel bom ali padel, ko ne boš zapustil, Bog ne boš zapustil me. Ja, vidim slavno luč, ki prihaja za vse, ki upajo. Nekoč bo konec vsem težavam, a dokler čakam ta dan. Tebe častil bom, tebe častil bom. Ja, vidim slavno luč, ki prihaja za vse, ki upajo. Nekoč bo konec vsem težavam, a dokler čakam ta dan. Tebe častil bom, tebe častil bom, Gospod. Ti me ne boš zapustil v času radosti in stisk, ko ne boš zapustil, ko se povzpel bom ali padel, ko ne boš zapustil, Bog ne boš zapustil me. Ti me ne boš zapustil v času radosti in stisk, ko ne boš zapustil, ko se povzpel bom ali padel, ko ne boš zapustil, Bog ne boš zapustil me. Duhovni svet. Danes bomo govorili o duhovnem svetu, katerega ne moremo videti z našimi fizičnimi očmi, vendar obstaja in ima vpliv na nas. Sveto pismo nam govori o duhovnem svetu, v katerem vlada Bog. Na začetku Sveto pismo razodeva,
Oziroma, Bog se je razodel Mojzesu in mu pravi, jaz sem, ki sem. Mogoče malo čudna predstavitev, ki pa nam razodeva obstoju večnega Boga. Boga, ki je večno bil, vse ustvaril in ima absolutno moč nad vsako oblastjo, silo, avtoriteto. Pismo Efežanom nam odkriva nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospodstvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo v tem svetu, temveč tudi prihodnjem. Bog ima oblast v tem svetu in tudi v prihodnjem. Govora je v svetu, v katerem živimo, in tudi v prihodnem svetu, ki obstaja in se bo nekega dne razodel tudi nam. Seveda, se nam kaj hitro postavi vprašanje, če ima vso oblast in moč Bog, zakaj je toliko hudega v tem svetu? Zakaj moče večkrat izgleda, da bolj vlada zlo, hudo, kakor dober Bog? Moramo razumeti, da Bog popolnoma še ni razodel vse svoje moči in oblasti. Mi vemo, da smo od Boga, pravi Janez v Svetem pismu, in da ves svet tiči v zlu. Svet tiči v zlu, tukaj razodeva Janez. Tega nam ni treba dokazovati. Vsak dan lahko vidimo zlo, pokvarjenost, krivico in zlorabe na tem svetu. Seveda se vprašamo, zakaj Bog potem ne poseže? Ustvarjeni smo kot svobodna bitja. Bog nam je dal svobodno voljo, ki je tako velika, da lahko celo Bogu obrnemo hrbet in gremo po svoje. Bog je v svobodni volji šel tako daleč, da se ga lahko zanika, preklinja, dokazuje, da ne obstaja. Seveda, pa to ne pomeni, da Bog in duhovni svet ne obstaja. V pismu Rimljanov v 1. poglavju od 19. do 23. vrste beremo: saj jim je to, kar je mogoče spoznati o Bogu, očitno. Sam Bog jim je namreč to razodel, kajti od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih, njegovo večno mogočnost in božanskost. Zato so ti ljudje neopravičljivi. Čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili in se mu zahvaljevali, marveč so postali v svojih mislih prazni in nespametno srce jim je otemnelo. Domišljali so si, da so modri, pa so ponoreli in veličastvo neminljivega Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka in ptic, četveronožcev in plazilcev. Bog se razodeva na različne načine, tudi skozi svoje stvarstvo, pravi tukaj Božja beseda. Kako je vse čudovito ustvarjeno, kako je vse skladno in deluje v ravnovesju. Mi vemo, če bi samo neke stvari se premaknile, bi takoj lahko prišlo do katastrofe na tem svetu. Toda Bog je dovolil, da človek lahko išče neko svojo razlago in ga zavrže kot stvarnika in začne učiti, da je vse nastalo slučajno.
Bog dovoljuje človeku, da živi v neki svoji domišljavosti, da ne potrebuje Boga. Toda to ne spreminja dejstva, da on ne obstaja. In da ne obstaja, kot smo že prej rekli, Bog in tudi duhovni svet. Kljub zavrženosti, kljub temu, da smo se kot človeštvo obrnili od Boga, nas Bog ljubi in nam želi pomagati in želi razodevati svojo moč, oblast tudi v našem življenju. Pavel, ki je v svojem neznanju preganjal vse, ki so verovali in sledili Jezusu Kristusu, pravi: ne sramujem se evangelija, saj vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in potem Grku. Evangelij pomeni veselo sporočilo, da nas Bog ljubi in da je poslal svojega sina Jezusa, ki je umrl na križu za naše grehe, da bi nas odrešil. Da je Jezus tretji vstal od mrtvih, da smrt ni konec, da obstaja duhovni svet, v katerem vlada Bog, katerega bo nekega dne popolnoma razodel. Bog ne samo, da nam želi to razodeti, ampak želi tudi konkretno pomagati, vladati in se razodevati v našem srcu, v našem življenju. Poglejmo Efežanom 1, od 19 do 21. Kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči, ki jo je udejanil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospodstvo, ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem. Ali tukaj Božja beseda razodeva, kar smo že rekli v uvodu, da ima Bog popolno oblast, ampak najprej jo želi razodeti v naših življenjih, želi razodeti v naših srcih. In Pavel piše, da je njegova moč ali čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas. O, kako veliko izgubimo, ko mislimo, da živimo samo v tem materialnem svetu. Bog nam želi razodevati, da obstaja ta duhovni svet in da nam želi pomagati v tem svetu, kjer vlada zlo, krivica, ali Sveto pismo pravi hudič. Njegova Božja moč nam je na razpolago. Izjemna božanska sila, ki je obudila Jezusa Kristusa od mrtvih. Prav to moč Bog skozi svojega svetega duha želi dati ali pomagati z njo verujočim oziroma vsem, ki sledijo in želijo slediti Jezusu Kristusu. Potem Pavel razodeva, da je Gospod ali da je Jezus na Božji desnici, kar nam govori ali razodeva, da ima najvišjo oblast, čast, katera pripada Bogu. In potem smo brali nad vsakršno vladarstvo in oblast. Sveto pismo nam ne govori samo o Bogu, ampak tudi o duhovnih bitjih, angelih, dobrih angelih, padlih angelih, demonih in vemo tudi hudiču, ki zavaja. Če se danes vprašam, kakšen je
duhovni svet okrog nas, ali kaj se dogaja v tem svetu. In iza te kulise tega sveta obstaja duhovni svet, obstaja duhovni vpliv. In res dejstvo je, da danes malo ljudi, ki več ne verjame v duhovni svet. Ali danes so mnogi odprti za duhovne stvari, iščejo pomoč v različnih oblikah. Horoskop je vse bolj popularen. Mogoče v začetku tako malo, za zabavo, za razvedrilo. Toda človeška radovednost se lahko kar hitro odpre nekim silam, duhovnem svetu, kateri nam ne želi pomagati, kateri v bistvu želi uničiti naša življenja. In mnogi, tudi s horoskop so v začetku moče neka naivna zabava, radovednost jih pripeljala, da živijo iz dneva v dan, da je to njihova vsakodnevna praksa in da je dobesedno horoskop nek voditelj njihove življenja, o katerem moče vedo zelo malo, se ne zavedajo, da prihaja iz duhovnega sveta, v katerem sam Bog prepoveduje in govori, razodeva, da je to nekaj, kar hoče uničiti naša življenja, da je to nekaj v nasprotju, kar nam ponuja Bog in nam želi pomagati. Vedeževanje. Danes lahko na vsakem koraku vidimo ponudbe, reklame o vedeževanju. Ali se zavedamo, da so to vrata v en duhovni svet, ki nas kar hitro lahko pripelje v nemir, v strah, v nočne more in tako naprej. Živimo danes v enem času, kjer je za mnoge duhovni svet nekaj normalnega. In z ene strani hvala Bogu, da smo spregledali, da obstaja ta duhovni svet. A na drugi strani, kar je pomembno, da razumemo ta duhovni svet, da Bog stoji za tem in želi vladati in kraljevati, da želi poseči v naše življenje svojo močjo in nas voditi tudi v tem svetu. Nažalost so mnogi zavedeni oziroma ne poznajo resnice oziroma se nočejo odpreti živemu Bogu, ki nam je dal življenje, ki nas pozna, ki resnično pozna vsak najgloblji kotiček našega življenja, našega srca. Duhovni svet. Iščemo pomoč. Joga, meditacija tako popularna. Mnogi se sploh ne zavedajo, da je tudi to en duhovni svet, da je tudi to ena oblika dobesedno religije, odkoder vleče ali izhaja korenine, temelj. Joga, meditacije je najbolj priljubljena v Indiji, popularna tudi med nami. In kaj v bistvu pomeni? Je pot predanosti. Praktikanti vidijo božanstvo v vsem in vsakemu. Njegova želja je po zlitju z božanskim. A ni to duhovni svet? Joga uči predanost Bogu, razvijanje ljubezni in sprejemanja vseh stvari. Ne zavedamo se, ampak ko mi pogledamo v realnost duhovnega sveta, obstaja samo Bog, ki nas ljubi in tako hitro lahko vstran odidemo in častimo neka božanstva. Hinduistični bogovi ali joga, tako da nekako izhaja ta praksa, tudi filozofija bi lahko rekli.
v bistvu ima polno bogov. Bogov ljubezni, grmenja, device lepote, v bistvu govori in časti stvarstvo na mesto stvarnika. To, kar Božja beseda pravi, da naj častimo stvarnika, ki je moč in oblast. In lahko bi še veliko govorili o tem duhovnem svetu. Toda pomembno je, da razumemo. In če moče danes prvič poslušaš o tem duhovnem svetu, da obstaja Bog, ki vlada in ima vse pod kontrolo in bo nekega dne razodel svojo moč in oblast. In pomembno je, da imaš svoje srce odprto za Boga, ki te ljubi, ki je poslal svojega sina, da bi nas odrešil greha, da bi odstranil to oviro, da mi lahko vstopimo v ta duhovni svet, v en resnični in popolni odnos, kjer nas lahko vodi potem Bog in razodeva svojo resnico. Ko govorimo o duhovnem svetu, mnogi govorijo, da obstaja boj med dobrim in hudim. To ni res. Obstaja Bog, ki ima popolno moč in oblast, kot smo omenili. In jo bo nekega dne popolnoma razodel. Ali ta boj v bistvu se odvija v naših srcih. In tisti, ki odprejo svoje srca živemu Bogu, lahko zmagujejo. Imajo pomoč od Boga, da se tudi lahko odpirajo hudemu. Ko se vrnemo nazaj k Bogu, tedaj resnično lahko razumemo smisel življenja tukaj na zemlji in tudi en duhovni svet, v katerem živimo. Apostol Pavel pravi za vse, ki so svoje srce odprli Bogu, da je Bog tak, ki nam daje moč. In pravi, naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodarcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Zato sedite po vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati. Stojite torej prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami obutimi pripravljeno za oznanjevanje evangelija miru. Predvsem pa vzemite ščit vere, z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč duha, kar je Božja beseda. Veste, veliko, ko mi govorimo o duhovnem svetu, govorimo o zlu, imamo neke predstave o hudiču in nekih fizičnih borbah. Ne, Pavel tukaj pravi, da je to ena duhovna borba, ki lahko normalno nekako živimo, pa enih merilih, ki nam daje Bog. Ko govorimo o duhovnem svetu, ne smemo imeti napačne slike. Ne vem, da hudič čaka za vsakim vogalom, da je vedno nekje in nas želi zapeljati. Ne. Dobro je, da razumemo ta svet. In dobro je, da je naše srce odprto Bogu. In Pavel pravi, kje je naše orožje, kje je naša zmaga? Eno normalno življenje, ki je predano po nekih božjih merilih, standardih, zapovedih, ki nam prinašajo življenje, to, kar človek vsak dan potrebuje v tem svetu. Pavel govori o resnici, o pravičnosti, o oznanjanju evangelija miru, vero, zaupanje v Boga, da je on z nami. Radost in vera v Božjo besedo. Ali to so samo nekatere oblike pomoči, kako naj živimo v tem svetu, po enih Božjih merilih, ki nas ščiti in nas vodi, da lahko zmagujemo, ko se tudi srečujemo zlo, ki vlada v tem svetu. Dokler mu Bog dovoljuje, da vlada.
Zato Pavel tudi pravi v Efežanom 60. Sicer pa zajemajte moč Gospodu in sili njegove moči. Zajemajte moč v Gospodu, kar pomeni, imejmo srce odprto za pravičnost, za odpuščanje, za ljubezen, za ponižnost. Priznavajmo, odpuščamo drug drugemu, kakor Bog nam odpušča v Jezusu Kristusu. Duhovni svet je med nami. Tudi Bog želi vladati in nas kontrolirati. In dovolimo Bogu ali Svetemu Duhu, da nam razodeva ta duhovni svet in da to ni neka fizična borba, ampak eno zaupanje Bogu, ki nas ščiti, ki ima vso moč, ki ima vso oblast, da lahko živimo eno življenje, ki nam prinaša mir, radost, moč od vsemogočnega Boga. Ko smo v težavah, spomnimo se, ali molimo, ali pogovarjamo se. Jezus, ti si obljubil, da nam boš pomagal. In tiste trenutku se mi odpremo na duhovnem svetu, stopimo ali odpremo naša srca in Bog nas bo vodil in nam pomagal in razodeval resnico. Zato, draga cerkev, bratje in sestre, vsi, ki poslušate danes pridigo, ki ste na tem spletnem Bogu služijo, dovolimo, nas Bog vodi. Bodimo modri, ne mislimo, da ne potrebujem Boga. Bog nam je dal svobodno voljo in nas vseeno ljubi, dovoljuje, da gremo od njega, a na drugi strani, kar je njegova želja, da pridemo nazaj k njemu in da nas on vodi v tem svetu in v svetu, ki prihaja, ki bo oblast vsemogočnega Boga popolnoma razodeta, ko bo vsaka sila zla, Svetopismo pravi, odstranjena, je odzeta moč in oblast in blagor tistemu, ki so odprli srca Bogu, ki se pripravljajo tudi na ta večni duhovni svet. Na koncu se pomolimo, odprimo naša srca ali združimo se. Vsemogočni Bog, hvala ti, da ti vladaš, da boš nekega dne razodel svojo moč in oblast. Ali dokler smo tukaj na tej zemlji, s svojo močjo ti nam pomagaj, da zmagujemo, da razumemo, da živimo eno življenje, Jezus, ki prihaja od tebe, življenje odpuščanja, novih moči, radosti in upanja, da nekega dne boš ti vse obnovil, vse spremenil, kajti to je tvoja volja, tvoj načrt in ti imaš vso moč in oblast. In vsako zlo, in vsako zavajanje, Gospod, in vsak duhovni svet, ki uničuje človeška življenja, bo odstranjen. Jezus, zato nam vsem pomagaj, da služimo tebi, da te ljubimo, da si ti naš Bog, naš Gospodar in naj bo slavljeno in bo velično tvoje ime. Amen. Božji blagoslov, čudovito nedeljo, Božji mir in radost. Amen.